Prvomajski kres nosi poseben pomen. Vse od leta 1890 je 1. maj praznik delavcev. Vladajoče opozarja o pomembnosti delavskega razreda, njegove moči in številčnosti. Kres na večer pred praznikom zato ne izhaja iz verskega obreda, ampak iz kresov, ki so jih kurili v opozorilo, v opomin. Prav posebno kresovanje pripravljajo v Kraščih, ob ali morda bolje na Ledavskem jezeru, članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Krašči. Podrobneje je kresovanje predstavila Ines Sukič, članica prostovoljnega gasilskega društva Krašči. Prostovoljno gasilsko društvo Krašči zdaj že 3. leto zapored organizira kresovanje ob Ledavskem jezeru. Je pa to kresovanje v bistvu tradicionalno poteka že vrsto desetletij, kajti predtem je bil organizator drug, to je bil klub malega nogometa Jezero. Sedaj pod okriljem prostovoljnega gasilskega društva Krašči je sama organizacija se malce razmahnila, tudi sam dogodek je dobil malo večji pomen. Kresovanje je v bistvu posebnega pomena in je v bistvu tudi na nek način čarobno, ker je eno edinstvenih, predvsem z vidika, ker je kres postavljen tudi na sami vodi, na plavajočem splavu in v bistvu je prav čarobno opazovati, ko ogenj zagori na samem jezeru. Da pa je nekako vzdušje tudi bolj prijetno, da je toplo, ob samem prizorišču pa potem prižgemo tudi ogenj na sami obali Ledavskega jezera. Posebno je tudi to, da jezero proti večeru zažari v soju lučk. Te lučke so tudi izdelane iz jajčnih lupin, se pravi gre za reciklažo odpadnega materiala v tem primeru, tako da s tem poskrbimo tudi za ekološko noto tega dela. So posebej veseli otroci, ki te lučke prižigajo in jih potem spuščajo po Ledavskem jezeru. Seveda tradicionalno postavimo tudi mlaj, možje se že nekaj dni pred 1. majem odpravijo v gozd, poiščejo primerno drevo, ga potem tudi olupijo. Ženske, predvsem starejše gospodinje, potem izdelajo rože iz krep papirja, otroci pa potem ta mlaj okrasijo. Prostovoljno gasilsko društvo je torej prevzelo organizacijo prvomajskega kresovanja od kluba malega nogometa Jezero, a kot smo lahko slišali, vsi v kraju dejavno sodelujejo pri kresovanju in postavitvi mlaja. Prireditev je sicer skoraj celodnevnega značaja, ki se ga udeležuje iz leta v leto večje število ljudi. Morda prav zaradi čarobnosti kresu in lučk na vodi, kar nedvomno ustvari posebno vzdušje. Sama prireditev je nekako razdeljena v dva dela. Prvo ta tradicionalni del, ki ima tudi sam kulturni program. Naj se pohvalimo, da bo letos na tem kulturnem programu nastopil tudi Dominik Bagola, bolj znan kot Baladero, ki prihaja seveda tudi iz naše občine. Je pa na tem jezeru pred 3 leti s pomočjo naših članov posnel tudi videospot za pesem Potujem in jo bo tudi na tem prizorišču, kjer je bil ta videospot posnet, tudi prvič premierno v bistvu zapel, predvajal, tako da mislim, da bo to en poseben čar. Pričakujemo tudi slavnostnega govornika, ki bo letos naš poslanec Damijan Zrim, pa potem tudi nastopi otrok iz osnovne šole Cankova in pa tudi mladine iz Krašč. Se pravi, v tem delu, prvem delu, poleg kulturnega programa sem spada tudi postavitev mlaja, potem tudi spuščanje lučk in pa prižig obeh kresov. Po prižigu kresov in zaključku kulturnega programa se prireditev oziroma kresovanje nadaljuje z zabavnim delom. Nato pa se samo kresovanje prevesi v bolj zabavni del. Tukaj tradicionalno že par let za zabavo skrbi mlada in perspektivna skupina Vrhovi, ki res pritegne tudi veliko število mladih obiskovalcev, ki pridejo tako od blizu, kakor tudi od daleč, in zabava običajno poteka do zgodnjih jutranjih ur, res v veselem vzdušju, ob hitrih pa tudi malce bolj romantičnih ritmih, v glavnem za vse.
vse je poskrbljeno, naj ne pozabim omeniti, da je pa poskrbljeno tudi za pijačo in kulinariko. Predvsem kulinarična posebnost so ribe na kraški način, zato vse skupaj vabim, da pridete, da se udeležite, da v bistvu podoživite to čarobno, edinstveno kresovanje v tem delu Slovenije in pa da tudi okusite našo kulinariko. Osrednje kresovanje v Bledavskem jezeru bo nedvomno pestro in kot so zapisali prireditelji, vam ob osupljivem prizoru kresa ter plavajočih lučkah in spremljajočem programu kresovanje ostaja v spominu kot edinstven dogodek.